Veseli me, da vam lahko v okviru današnjega pogovora predstavimo dr. Lelo Melon, priznano strokovnjakinjo za trajnostni razvoj in raziskovalko s pravnim in ekonomskim ozadjem. Dr. Melon trenutno deluje kot profesorica poslovnega prava za trajnost na Univerzi Pompeu Fabra, kjer aktivno soustvarja tudi izobraževalne vsebine in pa prispeva k razvoju prihodnjih vodij na področju trajnostnega razvoja. Zdaj, Univerza Pompeu Fabra je tudi članica Mednarodne Evropske zveze univerz Evtopija. Evtopija združuje 10 evropskih univerz in 6 globalnih partnerjev, med njimi tudi Univerzo v Ljubljani. Prav danes je dr. Melon izvedla tudi predavanje na temo prenove univerze in razvoja vsebin za trajnostno prihodnost, tako da vas vabim k ogledu posnetka na naši spletni strani. Bo pa konec novembra tudi vodila spletno delavnico o tem, kako lahko visokošolske institucije postanejo gonilna sila trajnostnih sprememb, in je tudi odprta za podporo raziskovalcem in sodelovanje z raziskovalci in raziskovalkami Univerze v Ljubljani, in jo lahko tudi v primeru interesa za sodelovanje neposredno kontaktirate. Sedaj pa bi želela zastaviti nekaj vprašanj o njeni poti, delu, razmišljanju in viziji za prihodnost. Tako da, Lela, a nam lahko na kratko povzameš svojo pot v tujino, kaj te je tudi spodbudilo k odhodu in v bistvu zakaj si se potem tudi odločila, da ostaneš v tujini? V bistvu to je bila takšna odločitev, ki ni bila odločitev. Jaz nikoli nisem načrtovala, da bom živela v tujini. Šla sem na Erasmus izmenjavo 3 mesecev. In sicer jaz sem vzporedno študirala pravo in ekonomijo, dokončala sem pravo, potem sem ostala še 2 letnika ekonomije. V zadnjem letniku ekonomije sem ugotovila, da bi bilo pa fino še kaj drugega videti in malo pavze si vzeti, ker sem ogromno ob faksu tudi delala. In v tistem času, v letu 2011, izbira ni bila lih velika, kam smo lahko šli in kako smo šli, tako da je bilo bolj ne odločitev med nekimi skandinavskimi državami ali pa Španijo, iskreno povedan. Ker sem Madrid že videla, sem rekla, mogoče pa Barcelona, pa tudi univerza je izgledala čudovita, zelo taka napredna, moderna, in sem šla za 3 mesece, ki so postali 14 let. Prve 3 mesece študija tukaj sem ugotovila, da bi rada podaljšala, zato ker so mi dovolili tudi naenkrat opravljati izpite iz prava in iz ekonomije, se pravi, sem ogromno videla v obeh programih, in ko sem končala tukaj leto, nekako nisem znala več nazaj v Slovenijo priti, no, iskreno povedan. Magistrski študij sem potem upisala v Univerzi Maastricht, ker je imela tudi največ problem-based learning, se pravi, da smo delali dejansko na primerih. Iz tam sem šla potem naprej v Luksemburg, kjer sem delala na Evropskem sodišču pol leta. In potem je bila nekako odločitev, ali nadaljevati kariero tam, ali se vrniti domov ali kam drugam. Odločitev je bila v bistvu bolj osebna, niti ne profesionalna. Kariera je čudovita v Luksemburgu, ljudje, ki delajo na sodišču Evropskih skupnosti, so neverjetni v smislu in znanja, odnosov, izkušenj. Ampak nekako se nisem videla, no, v Luksemburgu, da bi jaz preživela celo življenje samo v delu in popolnoma nobenega zasebnega ali družinskega življenja imela. In sem je ponudila priložnost delati nadaljavo doktorat v Aberdeenu in živeti v Barceloni, kjer bi učila. In potem sem se nekako vrnila v Barcelono in tukaj ostala. Imela sem srečo, da v času, ko sem jaz pisala svoj doktorat, ki je bil precej nenavaden za tisti čas, ker sem se odločila za temo družbene odgovornosti podjetij, pa niti moj nadzornik ni bil preveč navdušen nad temo v tistem trenutku, sploh v anglosaksonskem sistemu, ampak sem bila toliko vztrajna in načelna v smislu, da jaz pa res želim to raziskovati, da v času, ko sem jaz zaključila moj doktorat, je pa Evropska unija že izdala zeleni dogovor, ki je bil prej fantazija. Tako da meni se je poklopilo, da jaz sem doktorirala v letu 2018, do 2019 so izdali Evropski dogovor in ostalo je zgodovina. Ko se je začelo pač spreminjati na področju poslovanja, odgovornosti podjetij, etc., sem jaz v bistvu zaključila doktorat in začela profesirati uradno. In potem nekako moja baza je ostala Barcelona, delam pa dejansko po celi Evropi and beyond. Trenutno imamo celo en projekt na Filipinih, projekte v Sloveniji, projekt v Parizu, ki je leten, z ogromno fakultetami tle v Barceloni sodelujem, kljub temu, da moja baza je Pompeu Fabra. Vsi programi, v bistvu, ki so se razvili na podlagi trajnostnosti in poslovanja in vodenja trajnostnega, sem nekako upletena v njih, kot profesorca tudi, na zunanjih inštitutih in ja, v bistvu bazirana sicer v Barceloni, delam pa po celem svetu, ker nas tudi manjka, no. Kolikor je povpraševanja,
In koliko je potrebe po spremembah, ni še dovolj ljudi zaenkrat, ker smo v bistvu šele ustvarjali programe, ki ustvarjajo te ljudi. Tako da se najdemo vse posod, ampak doma pa v Barceloni zdaj. Pa imaš na univerzi v Barceloni, se pravi Pompeu Fabra, točno svojo raziskovalno skupino, oziroma v kakšni raziskovalni skupini deluješ, kakšne projekte si vključena in pa če mogoče še malo poveš, kakšni so tudi tvoji plani za prihodnje. Seveda. Kar se tiče raziskovalnih skupin, mi delamo večinoma po projektih, ali evropskih projektih, ali španskih projektih. Uradno sem na oddelku za civilno pravo na Pompeu Fabra, ampak glede na to, da čisto vsi trajnostni projekti so transdisciplinarni in interdisciplinarni, sem velikokrat vključena v stvari, ki jih prej niti nisem počela. Recimo, nedavno tega smo zaključili projekt Green Tour, ki se je ukvarjal z zelenim turizmom, kjer sem jaz oddelala področje prava, regulacije in strategij. Pa ni toliko moje področje, niti turizem, niti okoljski vidiki, ampak so potrebovali nekoga za v bistvu regulacijo in za strategijo, pa sem tam noter šla. Tako da v tem smislu imamo projekte na španski ravni, na evropski ravni, trenutno delamo ogromno tudi na tem projektu Planetary Health, kjer so v bistvu odprli neko novo linijo raziskovalna pod host programom. Ogromno jih je, ni eden. Vsakmu od teh pa potem jaz dobim pač ta aspekt vodenja, upravljanja, razvoja in regulative. Nimamo nobene izdelane raziskovalne skupine, recimo, da bi bila namenjena samo trajnosti. Delamo pa pod institucionalnim okvirom Planetary Wellbeing, se pravi planetarne blaginje, kjer se potem vključujemo glede na našo branžo in na našo specializacijo v projekte širšega obsega. Ponavadi so ti projekti sektorski, ali pa osredotočeni na določeno industrijo, ali pa osredotočeni recimo na določeno tematiko kot krožno gospodarstvo. No? Ni pa nič trajnega in recimo fiksnega, v smislu, da bi bila raziskovalna skupina za trajnost, ker to, glede na to, kako se stvari razvijajo, niti še ne obstaja. Razen če imamo recimo katedro, ki se ukvarja s temi temami, ki ima pa spet čisto drugačne projekte noter. Imamo katedro UNESCO na SCUPF, ki se ukvarja s klimatskimi spremembami, pa predvsem s krožno ekonomijo, ampak tam noter imamo pa isto teme, kot sem omenila, od turizma do plastike, do logistike podjetij, odvisno v bistvu, kakšen projekt nas doseže. Vsi ti projekti, večinoma, v katerih smo vključeni, pa v katerih sem vključena tudi jaz, so pa mednarodni. Zelo velika večina na ravni Evropske unije, kjer je po 30 institucij. Tako da vsak da svoj prispevek majhen iz svoje specializacije in potem se stvari premikajo v bistvu. Zdaj, pogovarjali smo se tudi, da si uspela obdržati stike s pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, a mogoče lahko še malo pišeš, na kak način poteka to sodelovanje, ter če mogoče sodeluješ s kakšnimi drugimi slovenskimi institucijami oziroma tudi z našimi članicami. Z veseljem. Sodelovanje s pravno fakulteto je bilo nekako organsko. Dejansko je pravna fakulteta sama se začela zastavljati vprašanja, kaj in kako narediti s trajnostnim pravom, ker je postala prav neka kategorija prava. V tistem času so se odpirali letni razpisi na ravni Univerze v Ljubljani za gostujoče strokovnjake iz tujine. In smo rekli, da v bistvu glede na to, da se ne more celotna pravna fakulteta zdaj prilagoditi in odpreti nove katedre, da pa mogoče ni slaba ideja, da se izvajajo neke delavnice ali poletne šole, ki bi približale to idejo študentom, hkrati pa tudi omogočile meni in ostalim učiteljem, da se dobimo vsaj enkrat na leto in majčkeno pogovorimo o tem, kako stvari potekajo na pravni fakulteti tukaj pri nas in kakšne načrte ima pač pravna fakulteta v Ljubljani. Te delavnice oziroma poletne šole zdaj izvajamo, v bistvu že 4. leto sem letos izvajala, so pa osredotočene na uporabo trajnostnostnega prava v gospodarstvu v praksi. Se pravi, razložijo teorijo, pravni okvir, ki se spreminja noro, hitro, in potem aplikacijo na konkretne primere, kjer uporabljam v bistvu moje izkušnje iz svetovanja, ker ogromno svetujem tudi podjetjem in jih približam nekako študentom, brez tega seveda, da uporabljam imena podjetij. Po drugi strani, kaj nam je omogočilo v bistvu tudi, da rastemo hitro in da prilagodimo malo programa temu, kar študentje dejansko potrebujejo in znanju, ki je tam zunaj, je sodelovanje v mrežah. Ena taka mreža je tudi Utopija, v kateri je vključena Pompeu Fabra in pa Univerza v Ljubljani, prijetno naključje, kjer smo izdelali tudi program Ekotopije za študente vseh 10 univerz in 6 partnerskih institucij, ki gradijo to mrežo.
kamor se lahko prostovoljno študentje prijavijo in sodelujejo v predmetu, ki se izvaja preko 3 mesecev. Vse je online, z velikim delom praktičnega dela tega predmeta, nalogami, vajami, ki se popravijo, na katere se da feedback, etc. In odziv je grozno dober. V zadnjem letu smo v bistvu imeli 70 študentov, ki so se prijavili na to, in moramo upoštevati dejstvo, da že informacija, da takšen predmet obstaja, ful težko doseže študente v teh velikih institucijah. Tako da smo blazno zadovoljni. Odziv je vedno boljši. Tukaj se delijo izkušnje, izmenjujejo tudi izkušnje učiteljev na tem področju. Po nekem naključju smo pa edine 2 učiteljice tega predmeta trenutno Slovenke. Jaz iz Barcelone in pa Ladeja Godina Košer iz Circle and Change iz Slovenije, ki je prevzela del krožne ekonomije. Po tretji strani, kaj se tudi dogaja in je zelo lepa izkušnja, pomembna za izmenjavo mnenje, učenje na tujih institucijah, recimo v Parizu z SEC-om, sodelujem SEC Business School, kjer smo sestavili programe posebne in pa posebne predmete, in potem tudi vidiš, kako se tvoj predmet in tvoja zasnova prilagodi nekemu francoskemu sistemu, recimo. Sploh glede na to, da učijo tam hospitality management, se pravi upravljanje v turizmu, dejansko potrebuješ razviti druge teme, da jim pokažeš pravni okvir in strategijo, kot bi jo razvil za neke druge industrije. S tem se tudi ti učiš, deliš znanje in preneseš nekaj novega znanja iz tujine. Zdaj, očitno za tak pristop k trajnosti pa razvoju kariere moraš imeti dosti individualne ambicije pa energije, ker te priložnosti te sicer poiščejo, ampak na vsako skoče tudi pomeni, da je tvoja energija zelo razpršena, in da rabiš strateško potem vse to znanje, kar si ga pridobil, nazaj uvesti v tvoje načrte za prihodnost. Moj trenutni načrt za prihodnost je še vedno nekako vztrajati v tej dihotomiji, v kateri sem sama, gledati, kaj se počne na ravni Evropske unije, predavati o tem, pisati, predlagati izboljšave, jih uporabiti v mojih svetovalnih projektih, videti, s čim se podjetja v praksi soočajo in iz teh izkušenj podjetij in potreb podjetij nekako nazaj dati priporočila na raven zakonodajalca in ljudi, ki v bistvu vodijo in sestavljajo politike, da razumejo, kako bi se pa lahko pravni okvir majčkeno prilagodil in izboljšal, da bi to funkcioniralo v praksi. Se pravi, še vedno si želim biti na obeh straneh in sestavljati programe za učenje, pisati priporočila za prihodne politike in zakonodajo in pomagati podjetjem. In to še vedno na mednarodni ravni. Kar se tiče pa Pompeo Fabre, bi si pa želela zdaj, da lahko sledimo temu okvirju, ki smo se ga nastavili v zadnjih 5 letih, da najde trajnost pot v čisto vsak predmet. Da nimamo več posebnih programov, samo posebnih programov, da nimamo več samo posebnih predmetov, ki imajo naziv trajnost, ampak da dejansko trajnost postane del tradicionalnega učnega načrta, kar je pa majčkeno večji zalogaj kot to, kar smo počeli do zdaj. Ja, zdaj omenila si kar nekaj prednosti glede priprave in izvedbe predmeta z področja trajnosti, ki ste ga pripravili v okviru Evropske zveze Univerze Utopija. Zdaj me pa zanima, kako ocenjuješ, ali je članstvo v Utopiji doprineslo še kakšne druge prednosti in pa koristi za tvoje raziskovalno delo oziroma delovanje na področju trajnosti in pa tudi na splošno za sodelovanje na mednarodnem področju? Nedvomno. Znotraj Utopije, ki je Utopija začela rasti, so se skreirale spontano tudi sekcije, se pravi sekcija, ki se ukvarja s trajnostjo, z enakostjo, sekcija, ki se ukvarja, s poslovnimi vedami. Mreža, ki smo se jo sestavili preko profesorjev v teh sekcijah, je neverjetna. Znanje, ki se lahko v bistvu podeli na podlagi teh kontaktov, ki jih imaš, ali v živo, ko smo imeli Utopija tedne, eden od njih se je izvajal tudi v Ljubljani, če se ne motim 2 leti nazaj, novembra 2 ali 3, kjer smo cel teden v bistvu preživeli samo z našo sekcijo, trajnostnostjo, in ti kontakti, ki se enkrat vzpostavijo, tukaj začnejo in ideje rast, novi projekti, v bistvu nova dinamika se vzpostavi. Največ, česar je nam manjkalo trajnostnostnim strokovnjakom, je povezave z ljudmi, ki to že počnejo, in Utopija nam je dejansko odprla vsa možna vrata. Sploh zaradi tega, ker so bili letni dogodki, letni oziroma 2-krat na leto smo se dobili v živo na začetku, potem pa še razni dogodki, ki so bili online, ki so združili vse te ljudi. Druga stvar, ki je Utopija tudi pokazala in mi je blazno pomagala tudi pri moji karieri, je interes študentov za trajnostnost in
ta praktična izkušnja, kakšne osnove glede trajnostnosti imajo študenti iz katere univerze. Hitro se potem vidi razlike med različnimi univerzami, med različnimi državami, kakšne prilagoditve je treba v bistvu narediti glede na stopnjo znanja, ki ga študenti imajo, kar se neposredno prelije potem v sestavljanje programov. Se pravi, razmišljaš, brez da bi si želel, razmišljaš v smislu španskih študentov, potem pa zamenjaš majčkeno okolje, pa rečeš ne. Mogoče bo treba majčkeno dodati, mogoče bo treba malo vzeti, ker nekateri študenti, sploh recimo slovenski, ker preseneča in ne preseneča naenkrat, imajo dosti več znanja nekega bazičnega v smislu trajnostnosti. Se pravi, ni treba toliko nazaj, ampak lahko gradim že na nekem znanju in tle me je grozno veliko naučilo sodelovanje v mreži. Pa tudi to, ne, glede na to, da je financirana strani Evropske unije in je bilo nekaj dodatnih sredstev, je bilo majčkeno lažje se spraviti tudi kakšno poletno šolo narediti, zagotoviti študentom malo cenejše bivališče, lažje je bilo vplest kakšno zunanjo organizacijo, ki seveda ne bo delala zastonj zato, da našim študentom pomaga. Se pravi, ta dodatna sredstva so bila poleg te povezave, ki je bila najpomembnejša, tudi nek vidik, ki nam je blazno pomagal k temu, da smo vzpostavili to mrežo in vzpostavili neko strategijo za trajnostnostni razvoj vseh institucij. Do česa pa še nismo prišli, pa bi z veseljem prišla in verjamem, da tudi v naslednjih letih se bo zgodil, da se lahko sedemo vse institucije skupaj in začnemo razglabljati o tem, kaj je pa najbolj bistveno in česa se pa ne sme spustiti v kakršnikoli trajnostnostni strategiji katerekoli institucije, da bi imeli neko skupno izjavo, kaj je nam pomembno. Tega pa še nismo v bistvu uspeli doseči, ampak mislim, da glede na vse aktivnosti, ki se odvijajo v smislu trajnostnosti na ravni utopije, da tudi to sledi. No. Zdaj, morda še za konec, imaš morda kakšen nasvet za raziskovalke in raziskovalce, ki razmišljajo o svoji karierni poti in pa naslednjih korakih? Zelo preprost, ampak zelo težek nasvet obenem. Čim več sebe poslušati. Še vedno je tako, tudi na ravni Evropske unije, ko se išče sredstva, ali pa na nacionalni ravni, konkurenca je huda. Vsako leto hujša, sredstev je vedno manj. Če se ukvarjaš z nečim, kar te veliko pomeni in da imaš neko osebno strast do tega in neko osebno razumevanje, stvari stečejo 100-krat hitreje. Vsi tisti ljudje, ki sem jih jaz srečala v trajnostnosti, ki se ukvarjajo s tem na področju akademije ali pa svetovanja, so dejansko prišli z nekim svojim osebnim žarom in nekim svojim osebnim razlogom, zakaj jim je to všeč. In taki ljudje so ponovadi tisti, ki so uspešni in katerih kariera jim da neko zadovoljstvo. Tako da, zakaj to poudarjam? Ker dostikrat v karieri raziskovalca se ti naredi, da so sredstva namenjena za ene strani za neke določene teme, katerim se ti na koncu želiš prilagoditi samo zato, da bi sredstva za raziskovalni projekt prišla. Pa mislim, da ni najboljši način. Bolj, ka ne slediti svoji temi, tudi če na začetku, tako kot pri meni, to ni tema, ki bi dejansko ljudje rekli, da pije vodo. Zaupati sebi, zaupati svojim načinu razmišljanja in v bistvu iskati priložnosti, ki so te pisane na kožo in ne prilagajati se tok, pa nekako vse lažje steče, tudi če se včasih malo dlje počaka. No. Iskrena hvala za sodelovanje v intervjuju in pa za delitev svojih izkušenj in pa pogledov in pa seveda tudi za pripravljenost za podporo in sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. Z veseljem, najlepša hvala.